Dober dan, lepo pozdravljeni, MTBC Live še enkrat posnet, namreč Facebook nam je zagodel in najdemo več gumba Go Live. Če kdo pozna rešitev za to težavo, naj komentira spodaj. Klepetamo pa v parku Kolovoz, novem domžalskem športnem objektu, ki združuje 3 proge, veliki asfaltni pump track, tamle zadaj se ga malce vidi, en majhen pump trackec za najmlajše in pa še krožna spretnostna gorsko-kolesarska proga, ki je tukaj za nami. In imam 2 sogovornika, Uroš Križanič, direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, živjo, in pa Mitja Tancik, predsednik športnega društva Energija Domžale. Rečemo temu pobudnik in upravljalec. Uroš, si daj misel, da boš upravljal s kolovozom? Po prvič povedan ne, ampak zdaj sem pa vesel, da ga bomo, da ga imamo v Domžalah. Koliko časa je preteklo od zamisli? Mitja je namreč sosed tukaj, od zamisli, da bi imel pred vrati takle objekt, pa do današnjega dne. Preteklo je kar nekaj časa, približno 5-6 let. Res je, da je ta park tukaj pred našimi vrati, ampak če pogledamo lokacijo, je to res najbolj primerna lokacija za tak objekt v Domžalah. Pa ja, sem blizu doma, pa recimo mi je bilo lažje to oceniti, ampak tudi če bi živel drugje, bi to lokacijo, ki je tukaj na Viru, ocenil kot najbolj primerna lokacija. Uroš, Zavod za šport sicer ni investitor, zdaj ste prevzeli to od občine v upravljanje, ampak poznaš zgodbo, kako je občina sprejela, kako se je na občini usedla ta zamisel, da je prišlo na koncu do investicije, ki je približno nekih 50 000 evrov za celotno ureditev, za 3 proge. Zdaj, pri meni je ta zgodba malo lažja, pa hitrejša kot pri Mitji, ne? Pri njemu je to dozorelo to že dolgo časa, ampak nekako ali pogoji ali trenutek še ni bil pravi. Zdaj, če to vse skupaj zložimo, pa pogledamo, vmes so se pump tracki začeli razvijati, verjetno tudi večji lahko zdaj nastane, kot bi to se prej predstavljali. Pri meni je bilo pa to tako, enkrat sta me pozvala, Mitja je bil pri meni, še gospa podžupanja Renata, sta me poklicala na en pogovor, kjer se mi je ideja zdela prava in nobenih težav želim upravljati s takim objektom, ker če bi v primeru zavod rekel temu ne, je potem nemogoče, ker pač tak imamo odlok in to delamo v Domžalah. Na kar je pa zadeva, bom rekel, po enem polletju dogovarjanja, in že takrat smo se vsi tako strinjali, da ja, potem smo pa samo iskali še rešitve, kako bi to v bistvu finančna konstrukcija pravilno, kaj so pravi odnosi, kdo je zdrževalec, kdo je lastnik, kdo so uporabniki. Tako da pri meni ta čas bil hitrejši in skozi sem vedel, da zadeva bo nastala, da bo. Mitja je vmes, vem, sem tako čas, da mogel potrebljati vse go, ne. Je pa res njegova energija, njegova osebna energija, ne društvo, jo pa mora imeti. Ker je veliko tega, kjer pridejo posamezniki, pa dajo predlog za neko športno infrastrukturo, vendar je pretirano samo, bom rekel, za eno manjšo skupino. Tukaj se pa pokazali, da Mitja gleda precej zelo širše. Nikoli ni videl samo za nek trenažen objekt za svoje društvo, za svoje člane, bi to gledal bolj široko. In hvala Mitja. Kaj je posebnost tazga objekta? Ni neka stvar namenjena vrhunskemu športu, ampak res široki skupini. Predvsem je za prostočasno dejavnost, čemur dajmo stremeti, tako v občini Domžale, tako v Sloveniji, tako v Evropi, ker se razvijamo, ljudje rabijo. Rabimo pogoje, kjer bomo imeli tisti prosti čas, kjer se bomo sprostili, kjer bomo polnili baterije, zgradili odnose, medčloveške odnose, pa se pa seveda, ker je to športno gibalna aktivnost, se pa tudi še poznajo potem na drugih zadevah, od zdravja, zdravje je naša higiena, do prometa, tudi sam sem veliko let deloval kot glavni prometni mentor občine Domžale in vem, tudi Mitja je že takoj predlagal in rekel, tole bo krasno še za šole, torej lahko uporabljamo vse, dopoldanski, šolski šport, popoldan, rekreativci, trenažni proces, za vse generacije, ob pravilni uporabi. Imate zdaj največji pump track v Sloveniji, asfaltiran in še 2 progice zraven, se pravi en zelo konkreten park in ste lahko tudi zgled
marsikomu po Sloveniji, dajte se skupaj malo združiti v par stavkov, kako lahko se kdo zgleduje po Domžalah, kako priti na drugem koncu Slovenije do takega objekta. Nekdo je pobudnik, ki more nekoga drugega prepričati, da je to, kar občina rabi. Ja, zdaj, kot je že Uroš pomenil, prvo je potrebna neka ideja, ki zviha sigurno zori v nekih glavah že po Sloveniji, po drugih občinah. Danes je to lažje, saj je teh poligonov že kar nekaj in je lažje predstaviti občinskim oblastem in drugim deležnikom v procesu, da je to pametna odločitev, da je to objekt, ki ga bo uporabljala široka paleta uporabnikov, od najmlajših do najstarejših. Ko sem jaz prvič stopil pred župana s to idejo, je župan prvo minuto rekel, ja, jaz hočem to imeti, vendar potem pač drugi predpisi in administrativne ovire niso dopuščale, da bi ta proces tekel hitreje. Danes pa morda to lahko je hitreje, saj je teh primerov več in tudi lažje se občine, bi rekel, prepričajo oziroma pridobijo neko zaupanje, da je to vendarle dober in reden športen objekt. Če mi se dodam, se tole v bistvu zelo pomemben moment je, zdaj lahko vidite, ponovadi je problem strah. Ali smo se prav odločili, ali kdo bo odgovoren, kaj bo šlo narobe. In tukaj v bistvu želimo pogum, da ta strah je normalna zadeva v fazi razmišljanja, ampak da je treba iti v ta proces, res sam pogumno, potem se pa stvar na lokalni ravni nekje, da se najde pravo mesto, da se to umesti v prostor, da ni to premoteče, prezgubljeno, tako na ta način. Tako da lej, samo, ja, splača se, res, splača se. In to je zdaj za kompletno populacijo in tudi ne bo strahov, aha, to si pa nekdo dela nekaj, samo za par uporabnikov. Ker res rabimo take objekte. Je že premajhen, ne? Ne želim se primerjati z drugimi občinami, a smo boljši in slabši, ni slučajno. Tukaj smo, da se sodelujemo, se pravi, že prej je bilo, aha, Domžale, ja, drugi ne. Ne, vsi, vemo, gas, iti, narediti, speljati. Super, hvala za pogovor in vabljeni na kolovoz. Vabljeni. Kadarkoli, še po zim boste skidali. Hvala, živijo. Hvala. Ja.